Odlično. Hvala lepa. Zdaj smo dobili vsaj malo pogledal šport. Dajmo en aplauz, ker šport zdaj kar zahteva, ne tako? Urša, dej nam, se ne vem, kje bova tukaj, ne zvita, malo bomo na sredini, tako približno, malo še bolj se nekaj tam črta, veš, tako, evo, vidiš, lepo. Stvari na sredini sva približno, je res. Dej malo se predstavi v tem smislu, kaj počneš, predstavi nas šport, no, ker zdaj, kot da je to en čovnček, ki gre dol po eni reki, malo več kot to. Kako se sploh disciplina imenuje? Disciplina se imenuje, sem pozabila, da imam že mikrofon. Disciplina se imenuje kajak slalom, oziroma slalom na divjih vodah. To je en ful lep šport, kjer moraš biti kar se da čim bolj hiter med vrati in v bistvu se moraš boriti tudi z divjo vodo. Je olimpijska disciplina in kaj naj še povem? Čakaj, reka si 90 do 110 sekund, to je v resnici dosti malo cajta. Ja, format tekmovanja je tak, da v bistvu je zelo eksploziven šport. To imaš malo časa za napake, če narediš tisto napako, jo boš težko popravil, ker v 90 sekundah moraš pokazati tisti svoj maksimum. Zdaj treninge so sicer daljši, imamo recimo daljše ponovitve, treningi trajajo tam do 2 uri, ampak takrat, ko si na tekmi, moraš pa v 90 do 110 sekundah pokazati, kdo si, kaj znaš. To je to. Zdaj tudi pogoji se najbolj spreminjajo. Z enega tekmovalca ali pa tekmovalko je lahko reka bolj prijazna, z eno mogoče malo prijazna. Kako se lahko prilagajaš kot tekmovalka takim pogojem? Ker sem videl tam, eni so šli mimo vrat, sem videl, in potem nekaj so martrali, da so šli nazaj. Mislim, jaz tako kot laik gledam. Ja, se si prav videl. Mislim, ja, res je, to je edini šport, spreminjajoča se podlago, kar pomeni, da mora biti tekmovalec, tekmovalka cel čas v trenutku, opazovati razmere, biti pripravljen, da reagiraš v bistvu v stotinki sekunde, spremeniš načrti za A v C ali pa D. Zdaj, izredno natančen moraš tudi biti, ker pri nas, ne vem, če ste opazili, je v grafiki so bili tudi neka vratica, pa to pomeni dotiki. Če ti dotakneš ta vratica, pomeni, da ti prebijajo 2 sekundi končnemu času, če jih pa izpustiš, je pa 50 kazenskih sekund, kar je zelo težko nadoknaditi in verjetno pomeni, da si na tej točki končal tekmovanje oziroma vsaj borbo za najvišja mesta. To pomeni, tisti, ki so šli mimo, so hoteli iti nazaj, ker če ne, itak je bilo -50, je tako? Ja, dobro, zdaj, če jih fališ in greš še enkrat, načeloma je manj kot 50 sekund, tako da se tudi to splača, no, ampak... Čakaj, zdaj smo videli, reka si, da dotik, kako oni vejo, da si se dotaknila? Imamo 3 sektorske sodnike, na vsakem sektorju mislim, da je 5 vrat, sodijo 3 sodniki, čakajo, gledajo, v bistvu. Imamo pa tudi eno zelo fajn novost, to je video. VAR, tako kot vsi ostali športi. Ja, tudi vi imate zdaj video, ok. Tudi mi smo napredni in imamo tudi to. In v bistvu so zdaj odločitve končno sodnikov, oni to vse skozi še enkrat pogledajo, sicer zaenkrat samo še na največjih tekmovanjih. Tako da je res malo napak. Včasih se je dogajalo, ko so bili v bistvu samo te sektorski sodniki, da je kdaj prišla kakšna sporna odločitev, ampak mislim, da je zdaj tega vedno manj. Daj nam malo povej, ker zdaj vem, da si imela eno poškodbo. Kako je trenirati s poškodbo? Mislim, kako dobiti motivacijo za trening s poškodbo? Mislim, če sem čisto iskrena, je to težka preizkušnja za športnika in verjetno najtežja. Je pa res, da iz te izkušnje vidim, da je res pomembno, kako gledamo na situacijo. Jaz sama vem, da mi ne bi uspelo premagati te poškodbe, sicer nisem še prav povsem, kako bi temu rekla, rehabilitirana, manjka mi še recimo 1 mesec do popolne rehabilitacije, če ne bi bila izredno pozitivno naravnana. Izredno bila zadovoljna z majhnimi zmagami in izredno se veselila v bistvu vsake priložnosti, ki jo dobim, ker morate vedeti, da vsaka priložnost, ki nam je vzeta, je tudi priložnost, da razumemo, kaj smo prej imeli in kako tega mogoče včasih nismo znali ceniti, potem, ko tega nimaš, pa sicer z bolečino, ampak spoznaš vrednost tega, kar si prej imel. Zdaj, imela si poškodbo rame. Rama je kar važna za tvoj šport, je res? Ja, zelo je. Ne moreš samo z enim veslom iti skozi, ne?
Ja, mislim, lahko bi bil tako počasen, da verjetno nima smisla. Ja. Okay, zdaj, kaj si dela ten cajt? Si bila tudi kaj aktivna, to meni si dela vse počepe, nekaj. Lih počepe ne, ampak sem delala pa vse drugo. Ja, zdaj po operaciji nisem takoj zmogla, ampak peti dan po operaciji sem že začela v bistvu s tem, kar sem lahko. Sem hodila na sprehode, potem že na sobno kolo, delala sem vaje za trup, pa vse, kar lahko v bistvu z izjemo rame, ki sem pa v bistvu jo mogla rehabilitirati in dobiti nazaj gibljivost, ker po 5 tednih v bistvu fiksacije se telo zaščiti in v bistvu sklep zamrzne in jaz zdaj moram to nazaj dobivati gibljivost. Je kakšna skrivnost v hrani? Eni rečejo, da moraš jesti jajca za zajtrk, ne vem. Je tako tudi pri vašem športu ali ni? Ja, jajca so super zadeva, recimo. Športniki jih dosti pojemo. Zdaj, jaz sem se seveda tudi pozanimala, lahko jaz to poškodbo z neko pravilno prehrano, boljšo prehrano pospešim, ampak so rekli, da žal ni nekega magičnega recepta. Najboljši recept je potrpežljivost in vztrajnost. Zdaj, dosti govoriva o tej si reka pozitivne naravnanosti. Povej mi, kaj si nekdo misli, če je v težki situaciji, tako kot si reka, rad bi nekaj delal, to je nekaj, kar počne z veseljem in tega ne more. Kaj si takrat rečeš, kaj si takrat misliš, da ti je lažje? Fajn je v roke vzeti kakšno dobro knjigo. Jaz zelo zanimivo, slučajno se je znajdla tista knjiga pod rokami od Nika Vujačiča. Ne vem, verjetno kdo izmed vas ga pozna, ampak to je človek, ki je brez rok in brez nog. Jaz takrat sem bila brez ene roke in v bistvu, ko sem zbrala njegovo zgodbo, kako je on v bistvu se znajdel brez vsakršnih ukončin, moram reči, da sem tudi jaz dobila motivacijo in tem sem rekla, če on zmore, tudi jaz zmorem, a ne, se vem, da ni primerjave, to sploh nočem biti nesramna do nekoga, ki je imel tako težko izkušnjo, ampak bolj sem to pozitivno naravnanost od njega pobrala, ker če lahko on nekaj dobrega v tem najde, lahko tudi jaz. Ja, točno to, on nima roki nog, jaz imam vsaj eno roko in 2 nogi in sem v veliki prednosti. V boljšem položaju sem praktično. V lažji situaciji, ja, fajn. Če bo kdo imel kakšno vprašanje, mi pomagajte malo, jaz imam čas za vas, midva sva tukaj zato, da dobiste nekaj pozitivnega, da nesete sabo domov in upam, da ste že dobili, ker je res, jaz, ko sem možel poslušati že zadnjič, neverjetna, inspirativna in tako in zdaj, da govoriti malo mogoče o nekih ciljih in viziji za naprej. Zdaj, ti si že bila enkrat na olimpijskih igrah, je res? Ja. Kje je bilo to? To je bilo v Rio de Janeiro. Wow, Rio je fajn. Rio je bil fajn, ja. Ja, Rio je fajn kraj, ne? Ja. Dobre ritme. In verjetno je tam dosti sambe in vsega, kar prija zraven. Kako je bilo na olimpijskih igrah? Povej. Ja, bila je res lepa izkušnja, res sem si želela, pač vsak športnik, ki ima možnost nastopa tam, je seveda največja njegova želja tam nastopiti. In meni je bila res super izkušnja, vse od olimpijske vasi do v bistvu srečanja z nekimi športniki z celega sveta. Žal, takrat ni bilo toliko obiskovalcev, zato ker je bila od Zike do res se je kriminal oglaševalo in nažalost tribune niso bile tako zelo polne, ampak sama izkušnja mislim, da ni bila nič slabša. Zdaj z tekmovalnega vidika sem si sicer želela še več, ampak takrat mi žal ni uspelo. Čakaj, takrat si bila? 9. Dajmo en aplavz 9. mesto. Mama mia! Mislim, lej, noben od nas sploh ni bil še na olimpijadi, ne pa da bi bili 9. Je tako, mislim, razen če nekaj še bil, pardon, mislim, ja, se opravičujem. Zdaj, razlika med 3. mestom, to je bronasta medalja, pa 2., 1. in 9. mestom v resnici ni tako velika. Je tako? Kakšne so recimo, povej mi razlike, približno. A veš, se kaj spomniš, koliko je zmanjkalo? Približno. Ja, jaz se ne morem... Ja, v sekundah. Ja, v sekundah, ja. Mislim. Dosti? Ja, mislim, da je bilo krene 5-6 sekund. Res sem slabo vožnjo prekazala. Čakaj, 9. mesto do 3. Samo to so 3-krat si udarila malo vratca in je bilo tam. Če bi 3-krat udarila vratca, 3-krat bo 2
Sekundi, ja. ja. Lih prav, lej, mislim. Ne? Ja, okay. Ja. Ja. Kako, ker nekomu se zgodi, da trenira 4 leta in je maksimalno sfokusiran in takrat se zgodi nekaj in se to ne zgodi. Nekomu pa se to zgodi, da rata. Ne? Kaj misliš, da je razlika, ki naredi zmagovalca? Jaz mislim, da je predvsem zelo pomembno, da si naredimo okoli sebe okolje, ki nam je, mislim, da imamo okoli sebe ljudi, s katerimi se počutimo varni. Mislim, da se premalo zavedamo, kako hitro, po hitrem postopku bi mogli izločiti ljudi, ki nam škodijo iz svojega življenja. In je to, mislim, da neka baza, s kjer bi vsak človek mogel graditi. Žal nima vsak možnosti, ampak v bistvu imeti okolje, zdaj je to ali družina, ali so to prijatelji, kdorkoli, res biti iskren sam s sabo, kdo je tisti, ki ti je blizu, zares blizu, in v bistvu tiste ljudi ohraniti v življenju, ostale se pa spustiti, ker bojo prej šli. To je baza, zdaj olimpijske prvakinje že nisem bila, tako da jaz žal nimam recepta. Mi čakamo, ne, mi se navivamo. Ne. Ampak jaz mislim, da moraš biti izredno izhajati iz okolja, ki je stabilno, in potem pa mislim, da je to neko konstantno delo, ki pa mora biti delo z ljubeznijo. Jaz mislim, da vsak, ki se loti neke stvari, jo mora zasaditi, zasejati z veseljem in z ljubeznijo, ker drugače prej ali slej bo na tej poti se človek izgubil motivacijo in bo težko to dosegel. Zdaj, ti si tako, mislim, nimaš dosti kilov, no, na prvo žogo bi rekel, je res? Ja, zdaj še malo manj, ker sem bila poškodovana. Ja, zdaj, v tem športu v resnici, koliko je važna teža, to sem te že prej hotel vprašati, ker recimo tvoj čovn je bolj v zraku verjetno, ne redko globoko, ne, kot kakšen drugi, zaradi tega, ali ne rabiš nobene uteži dodatne in to. Ne, mislim, sej čovni so tako porezani, da tisti, ki imamo manj kil, imamo manjši volumen čovna, tako da v bistvu ugreš čovna še vedno enak, kot tisti, ki ima zdaj 80 kil. Aha, še 80 kil dobiš večji čovn. Tako, naročiš večji čovn, ki ga naredijo in ni problema. Ja, samo oni z večji čovnom se predotakne lahko, ali ne? Ja, ne, se zato boš kajak... majhnega, ne? Ne, kajak v bistvu ne vidiš dvometrašev v kajakaštvu, ker nekaj, mislim tako za jaz osebno bi rekla, tudi govorim zdaj o moških, recimo, nekje do 175-180 cm je maksimum, zato ker si preprosto nisi več tako okoren. Kajak je nek šport, kjer moraš biti agilen, eksploziven, dinamičen in v bistvu vsi te, ki so zelo veliki, z dolgimi končinami, se težko znajdejo med vsemi temi, med vso to akcijo. No, včasih, zdaj vidite, včasih dolžina ni najbolj fajn. No, včasih. No. Okay. Je kakšno vprašanje strani publike? Samo toliko, da malo tudi vi kaj vprašate, no? Ja? Kaj vas kaj zanima? Yes, imamo že vprašanje, čakaj, jaz nesem mikrofon. Ja, čakaj, ne nekaj, ne bo slišati, veš, če te ne dam. Veš, evo, izvoli. Tle so sodelavcem gledala, pa se sprašujejo, zakaj so rdeča pa zelena vratca? Ja, dobro vprašanje. Hvala. Zelena greš s tokom, rdeča pa greš proti toku. Torej, voda, reka ima nek tok, ker teče, ker si predstavljate, in če so postavljene ovire, recimo skalami, za skalo ni več toka, se voda nekako umiri in to je kontratok. Torej, ta vrata moramo pripeljati v bistvu v smeri proti toku, navzgor. Torej. A sem dovolj, ne vem, če sem to dobro razložila. Mislim, vidiš, to je kakšno strokovno vprašanje, niti ni vedel. Lahko si hodil nekaj vprašati. Potem je pa enako izpuščenim vratom, kar je pa 50 kazenskih sekund. Aha, okej, ne moreš iti kontra. So oni vse preštudirali, ne? Ja. Je še kakšno vprašanje? Da sem bila kar pridna. Ja, okej. Samo jaz ponovil, če so vsi slišali, kaj si govorila med rehabilitacijo? Je kakšna motivacijski stavek, ki si reka, Rama, ozdravi se, kaj ta zga? Ja, mislim, se vi se smejite, sam jaz dejansko sem se pogovarjala s svojo Ramo, pa jo božala, pa je ljubčka dala vsake tok časa, pa je rekla, se bova zmogli, a ne? Pač, ljudje imamo nasplošno premalo radi svoje lastno telo, dostikrat delamo z njim, ko svinja z mehom reče, a ne? Ja, tudi reče tako. Ne vem, kot da je svinja z mehom, a ja. Ja.
Kaj sem hotela reči? Si se pogovarjala z Ramo, si rekla. Z Ramo sem se pogovarjala. Ne, se tudi, če rastlini lepe stvari govoriš, lepše zraste, pravijo. Ne? Tako da tudi to in ja, pri največjih bolečinah, v bistvu pri razgibavanju, to je res boleče, pa sem dala marsikaj skozi v življenju s treningom in vremenskimi pogoji, ampak ko rehabilitiraš ramo, so v bistvu te vezi tako zategnjene, da jih oni na silo poskušajo nategniti nazaj in takrat sem si pela kakšne lepe pesenice, pa zajčke sem si predstavljala, pa sončke, pa srčke in pomaga, dejansko pomaga. Ker to kar bolelo takrat, ne? Ja, ker če se človek govori boli, avtomatsko zategneš še bolj in dejansko mi si sami sebi povzročimo večjo bolečino. Govorite si plus, ne minus. Ok, super, hvala. Vprašali, Urša, kdaj si prvič bila v čovnu, še to nam povej, no, kdaj si prvič bila, si imela kakšna za napihan tunha za doma, ali je bil prav ta pravi, kdaj si prvič stopila v čovnček? Smo rečem čovnček, ja, se ti mu rečeš kajak, ne? Ja, ne, tudi jaz mu rečem čovnček. Pri 10 letih, mislim, da me je oče upisal v začetniški tečaj, on je bil z Posočja in takrat so se, ne vem, tako za zabavo so se spuščali po reki, takrat še ni bilo jezov in je bilo so bile zelo fajn brzice na Soči in neč se je odločil, da bo brata dal in jaz sem bila zelo z bratom povezana in sem rekla, jaz tudi hočem in potem je mogel oba opisati. Aha, prvo je mislil on brata, ama ti si padla noter in... Ja, to kao ni za punčke športa, ne, moraš biti močen pa neustrašen. Odlično. Ja, jaz mislim tako, da mi smo bili počaščeni, ona je danes prišla iz enega tabora, ne vem, kje ste zdaj... Ja, usposabljanja v vojski je prišla dol sam za nas, tukaj sem hvaležen vsem, ki ste ustrajali, ostaje toliko časa. Jaz ti želim seveda zdaj zaključek tega okrevanja, da boš uspešna še naprej v tvoji karieri. Jaz mislim, da si zasluži našo podporo in mi seveda načrtujemo in dajte si rezervirati. Julija je Tokio, ne? Julija je Tokio, ja. Tokio, ja, mi imamo rezervirano, tako da mogoče bo nadaljevanje te konference Julija v Tokiju, tako da zdaj si rezervirajte 27., 28., 29. november Gorica in Julij dajte v koledar za enkrat celha, pol vam bomo javili Tokio. Prav, napišite kar v službi, meni sem v Tokiju. V redu? Dajmo en aplauz za Uršo, dajmo. Hvala lepa, ker si bila z nami. Hvala lepa, ker si bila z nami. Hvala. Veliko uspehov, moče še tvoja zadnja misel za nas, predem. Ja, ker sem pa hotela to povedati, da jaz v bistvu z vsem tem pozitivnim razmišljanjem in v bistvu težko izkušnjo poškodbe, sem v bistvu na neki kritični točki tudi imela možnost spoznati Aleksandra in zato sem danes tukaj in se mu moram osebno zahvaliti, ker me je res takrat dvignil še dodatno iz nekega res težkega obdobja in tako kot je bila reklama z Mladinske knjige, ampak ta je pa res iz srca, se ti zahvaljujem za to, ker je v bistvu od tvojih predavanj moje življenje res precej bolj svetlo. Ok, odlično, hvala lepa, wow, same reklame danes, ne vem kaj bo. Hvala lepa, zlata si. Ok, odlično.